Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni na današnji drugi redni seji občinskega sveta občine Prevalje. Smo vsi prisotni, pred vami je dnevni red današnje seje. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne želi, potem dajem dnevni red v potrditev na drugi seji. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika prve redne seje občinskega sveta. Pripomb na zapisnik ni bilo, pisnih ali kakršnikoli drugih zaenkrat. Želi kdo razpravljati o zapisniku prve redne seje? Izvoli, David. Ja, hvala. Vse nikaj, sam tam pri meni je treba samo naslov popraviti na Trg 5. To se je treba sam spremeniti, kaj drugega pa ni. Hvala, bomo upoštevali. Še kdo? Če ne, dajem potrditev zapisnika prve redne seje na glasovanje. Kdo je za sprejem zapisnika prve redne seje? Vsi za. Hvala, smo pri točki 4, predlog proračuna občine Prevalje za leto 2023. V skladu s 93. členom poslovnika občinskega sveta občine Prevalje, prosim Veronika za kratko obrazložitev. Občina Prevalje je pristopila k pripravi proračuna za leto 2023 že v mesecu oktobru in v skladu zakona o javnih financah izdala navodila in obvestila za pripravo proračuna občine Prevalje za leto 2023 in jih posredovala posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna. To so javni zavodi, komunalnim podjetjem, KS-om. Na podlagi finančnih planov smo pripravili predlog proračuna. Upoštevana je veljavna zakonodaja o pripravi predloga proračuna za leto 2023. Strani Ministrstva za finance smo prijeli predhodne podatke za izračun primerne porabe dohodnine, finančne izravnave in višino prihodkov za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023. Upoštevana je višina povprečnine 700 evrov. Gradivo za prvo obravnavo ste prijeli v zakonitem roku. Prijeli ste splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov za leto 2023 do leta 2026, obrazložitev proračuna, načrt prodaje in nakupu premoženja, kadrovski načrt in podrobne priloge sofinanciranja projektov. Upoštevano so naslednja izhodišča. Nadaljevanje že začetih projektov v letu 2022. Tu gre za ureditev ceste skozi Prevalje, plazovi Kot Leše, faza 2, potem športni kompleks Koroški plezalni center in Park Jezero, kanalizacija v aglomeraciji Leše, energetska prenova stavbe Družbeni dom, medgeneracijsko povezovanje v Mežiški dolini, okolju prijazna Mežiška dolina, skupaj za varni jutri, uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, druga faza, koncesija gospodarske javne službe, obnova cest in projekt občina po meri invalidov. Materialni stroški so povečani za indeks 103. Upoštevana so načela zakona o javnih financah, zakonitost, gospodarnost in učinkovitost. Novi projekti, ki smo jih upoštevali v predlogu proračuna, pa so plazovi, plaz cesta Kraljev križ, Polhov križ, Spodnja Jamnica, Kot Leše, tretja faza, potem prizidek vrtca Prevalje in obnova ulice 4 pod Gonjami. Tako da so skupni prihodki v predlogu proračuna planirani 12 milijonov 848 tisoč, ki so sestavljeni iz tekočih prihodkov, davčnih in nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prijetih donacij in transfernih prihodkov in prijetih sredstev iz EU in iz drugih držav. Skupaj so odhodki planirani v višini 15 milijonov 118 tisoč, ki so sestavljeni iz tekočih odhodkov, tekočih transferjev, investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 2 milijona 269 tisoč,
ki se poveča še z dokapitalizacijo v višini 153.430 in pokrije z zadolževanjem v višini 2.018.000 za investicije in poveča za odplačila dolga v višini 393.000 in upoštevana so še preostanek sredstev iz leta 2022 v višini 800.000, tako da je predlog proračuna usklajen. Predlog proračuna je investicijsko naravnan, kar pomeni, da je 64,2% namenjenih za investicije. Največja investicija je projekt Koroški plezalni center Park Jezero in projekt uravnoteženja vodovodnega sistema v Mežiški dolini faza 2. To bi bilo na kratko. Hvala lepa. Mogoče še verjetno bomo tekom javne razprave še upam, da bomo lahko predlagali še te nove projekte, ki smo jih v lanskem letu prijavili na plazove, to je Lokovica Gradišnikov most, Gočeva raven Rašišnik, pa v letošnjem letu smo prijavili pa Leški most Rednak vključno z mostom. Zdaj do sprejetja proračuna do konca januarja bomo še to uskladili, še dodali določene stvari, tako da bo investicij praktično še več. Jaz upam, da nam bo skupaj z vami uspelo še pridobiti dodatna finančna sredstva, projekti so pripravljeni, zato lahko kandidiramo na ta sredstva. Proračun je, terminski plan proračuna je predviden tako, da danes sprejmemo samo sklep, ali je proračun primeren za javno obravnavo, tako kot vsako leto, v skladu z določili poslovnika občinskega sveta. Javna razprava traja do petka 6. januarja 2023. Predlog proračuna je dostopen seveda na spletnih straneh občine Prevalje, kot tudi pri nas ali kjerkoli je proračun možno videti, tudi bolj podrobno. Možnost vlaganja pripomb in predlogov na predlog proračuna je do petka 6.1.2023 preko elektronske pošte ali kakorkoli drugače. Knjigo pripomb in predlogov k proračunu na sedežu občine. V času te javne razprave obravnava predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta, sveti ožjih delov občine ter seveda zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi proračunov se pošljajo v pisarno, v tajništvo občine. Predvidoma bojo seje delovnih teles od 3. do 6. januarja, to pomeni takoj po novem letu. Potem sledi priprava predloga proračuna od 9. do 18.1. in druga obravnava predloga proračuna 26.1. naslednja proračunska seja občinskega sveta. V tem času, ko proračun še ni sprejet, je treba sprejeti sklep o začasnem financiranju v tem času in ta sklep bom sprejel oziroma sem ga sprejel že za financiranje takoj po novem letu. Razprave praktično zdaj ni, glede na to, da je proračun pripravljen, razen če bi kdo ugotavljal, dajem v razpravo, da ugotavljamo, a je ali ni proračun pripravljen. Je pa res, da glede na to, da še predvidevamo, kaj se lahko zgodi, tako rebalansi proračuna so 1, 2, sigurno to je uskladitev proračuna z prihodki, z novimi možnostmi in projekti, tako da mislim, da smo v preteklih letih dokaj dobro gospodarili, lahko rečem, da smo
likvidni, da je občina Prevalje ena izmed občin, jih ni veliko, ki tekoče plačuje vse svoje obveznosti do vseh svojih izvajalcev in nimamo neplačanih dolgov ali karkoli do investitorjev, do javnih zavodov in do ostalih, ki so v proračunu za prejemke proračunskih sredstev, tako da mislim, da je to približno, je to ocena dobrega gospodarjanja. Res je, da je proračun bolj konzervativno naravnan, ampak je zelo fleksibilen, tako da ko bo potreba, bomo tudi spreminjali stvari, ki jih je treba spremeniti. Tako dajem vam besedo, dragi svetniki, želi kdo. Zdravko, izvoli. Hvala. Jaz bi predlagal, da pospremimo to, ko gre v javno razpravo, z eno tako bolj še enostavno razlago, bolj poljudno, čistek, ko bi jo recimo napisal preprost človek, ki na nek način proračun razume tako, da ve, za kaj se gre, in bi bilo prav, da tudi občani, ki želijo, da ga gledajo, ga bi na nek način razumeli. Vsaj v tistih parih delih, ko je, vidim, ko se z ljudmi pogovarjaš, jim ne jasno, a ne. To moramo razložiti, zakaj recimo nekaterih zadev ali pa povezanost prihodkov z odhodki. V enem delu tistih rednih prihodkov z tistimi rednimi stalnimi obveznostmi, kot so recimo otroško varstvo, sociala in tako naprej, in ta obseg predstaviti v drugem investicijskem delu, pa predstaviti to, da če imamo na eni strani sredstva donacije, za v postavki sredstva donacije, oni pol tam ne vidijo, zakaj je, ampak na odhodkovni strani je nekaj povezano, zakaj bomo to namenili. In se ne moramo na odhodkovni strani pol reči, pa ne bi tistega, bomo reši to, ker za tisto drugo nimamo na prihodkovni strani recimo donacije. Govorimo o tem, na kak način bi v enem delu bo bolj to pol lahko preprosto razumljivo, tak proračun, in pa tudi to politiko zadolževanja. Ko nekdo pogleda pa reče, kar blizu 2 milijona ali tam nekje. Ampak mi vodimo politiko financiranja razvojnih projektov, s čimer smo pol sposobni v nekem trenutku, ko so razpisi, se prijaviti za neke projekte, da so financirani ali za strani države ali za strani EU-ja. Seveda v istem trenutku moramo pa del svojih sredstev zagotavljati iz tekočega poslovanja za ta namen, da bomo lahko projekt sfinancirali. To 20%, najmanj je 20%, ker moramo za DDV zagotoviti. Skratka, da seveda pojasnimo, v takem primeru imamo pa za to načrtovano dolgoročno zadolževanje, ki je pa seveda omejeno in ga ne frokamo. To bi jaz recimo na tak način predlagal, da bi recimo pospremili to, ko bo objavljeno z takim enostavnim, bolj poljubnim razlago. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala. Jaz bi se samo nadovezal to, kar je gospod Fajmuth povedal. Gre pa za to, recimo, da smo vzeli kredit za 1.796.000 in piše investicije. Bi bilo pa zelo fajn, če se bi tam napisal, za katere investicije gre. Ravno tako je Zdravko povedal, investicije lahko, 3, 5, 10, nihče pa tega ne vidi. In je fajn, da se to napiše, prosim. Bomo. Izvoli. Jaz bi samo opozoril na to,
da se v tem času, ko se je pripravljal proračun, sta se pač zakon o javnih financah se je dvakrat spremenil, da je to treba pač pred odbori, ko bo stvar na odborih upoštevati, ne. Jaz sem sicer prej z Veroniko govoril, ker tule je pač napisana ta povprečnina, ne, za leto 22 pa, oziroma 23 pa 24 najprej za 645 oziroma 647 evrov, zdaj v novem zakonu, a ne, z dne 2.12., a ne, 150-22 je pa 700 evrov povprečnina. Se je 700 evrov upoštevano. Se mi je pa Veronika rekla, da je to upoštevano, ne, v proračunu. Ja. Pa to, kar sem že prej rekel, ne, za to letošnjo leto za plazove, tam je pač absolutno premali znesek, ne, 1.293.000, ne, tam bo treba pač določene stvari popraviti. Jaz bi samo občinsko upravo pač spomnil na to, da je te zadeve treba popraviti, no, da bo veljavna nova zakonodaja, ker tudi v pravilniku o enotnem kontnem načrtu, a ne, za proračun je tudi nov uradni list, a ne, 158/22 in so tam nove konti so, a ne, in podkonti, da je to pač treba upoštevati, da bo na odborih pač pripravljen, mislim, Gradivo. Zadeve take pač, da se bo lahko tudi tam pol pripombe dal, a ne? Dobro, ok. Hvala, še kdo? Berni, izvoli. Ja, hvala za besedo. Bom kar hitro eno vprašanje. Kolega Džema je omenil plazove. Bom samo dal vprašanje, ali se je planirala sanacija tudi ceste na Presoje, tam, ko se gre Petelinčeku pa Tretniku pa tisti konc, ki se useda. Jaz mislim, da bi lahko se pod plazove popravljalo. Je bila prijavljena kot plazove, zdaj za v prvi fazi ni, drugače pa je prijavljena. Aha. Je prijavljena plazove, pa še nekaj drugih odsekov bomo na KCG-ju pa naslednjič predstavili vse projekte, ki smo jih prijavili pod naslov. Jo. V glavnem pri plazovih je tako, ne, sta dve oziroma tri variante. Prva varianta je tista, ki je v skladu z zakonom odprave posledic naravnih nesreč, ne, to gre denar iz rezerve proračuna Republike Slovenije. In to mora biti vnešeno v AIDO, to je ena aplikacija, ki se na upravi za zaščito in reševanje vodi in pol to nam pošljajo na ministrstvo. In tisti denar je, bom rekel, pol dolžnost občine, da priskrbi DDV, nadzor pa projekt. Kar je pa ostalega, kar ni v zakonu s posledic naravnih nesreč, ne, to mora pa občina pol dati v program. Tako da to je razlika, ne. Tretja zadeva so pa plazovi malega in srednjega obsega, tisti pa grejo tudi v, bom rekel, preko Ministrstva za okolje in prostor, zdaj zaenkrat še ne, s tem, da je isti strošek občine, DDV, nadzor in projektna dokumentacija. Tako da so to tri različne stvari, ne mešati, kar ni z zakonom, pa kar je v malih plazovih, pa kar je stvar občine, ne. Toliko samo. Hvala. Če kdo? Če ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje, kdo je za sprejem sklepa, da je proračun primeren za javno razpravo. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. Točka 5. Predlog komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje. In sicer imenovanje članov nadzornega odbora, imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta, imenovanje članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svetu doma starejših na Fari. Prosim
Rafi za obrazložitev. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Komisija za mandatna vprašanja in je na svoji drugi redni seji sprejela 4 sklepe. Jaz predlagam, da gremo vsak sklep posebej glasujemo. Prvi sklep, predlog sklepa, občinski svet občine Prevalje imenuje za člane nadzornega odbora občine Prevalje predsednik Jure Penec, člani Konrad Dihpol, Tonja Kos, Andreja Zmagaj, Andreja Novak. Hvala lepa. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati o tem? Če ne želi, potem dajem. Izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Malo me je zmotilo to, pa ste rekli, da bom povedal. Nikjer v pravih demokracijah ne nadzoruje organ sam sebe. In iz vidika demokratične ureditve bi mogli tudi v državnem zboru enako, se pravi, nadzorni odbori imajo opozicija oziroma manjšina vedno predsedniško vlogo in pa večino članov. Teda v razmislek. Hvala. Predlog je pripravljen v skladu s statutom in poslovnikom občine Prevalje. Zdaj, če kdo želi dati drugačne predloge, lahko da in bomo dali na glasovanje. A je kak drug predlog? Če ni predloga za druga imena, potem dajem na glasovanje predlog Kvijeza, ki ga je predstavil Rafi Škufca. Kdo je za sprejem tega sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora občine? Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za. Eden proti. Hvala. Smo pri točki B, imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta. Izvoli. Hvala. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta občine Prevalje. Jaz bom prebral vse in bomo poleg glasovali v paketu. Se pravi, točka B. Občinski svet občine Prevalje imenuje za člane komisije za statut in pravna vprašanja predsednik Ivan Backovič, člani Bernard Pačnik, Tatjana Ladinek, Urban Šumah, Liza Kožar. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja, predsednik Matej Pečnik, člani Urban Šumah, Damjan Navršnik, Zdravko Fajmut, Marjan Glinik, Štefan Peršak, Bogdan Popovac. Odbor za proračun in finance, predsednik Zdravko Fajmut, člani Martina Ribič, Tatjana Ladinek, Max Pučel, Liza Kožar, Bogdan Popovac, Štefan Peršak. Odbor za družbene dejavnosti, predsednica Martina Ribič, člani David Kavtičnik, Anja Osojnik Stopar, Tanja Klemen Sekuti, Rafi Škufca, Aleksandar Ristič, Boštjan Gorenšek. Odbor za gospodarske dejavnosti, predsednik Ožbej Pori, člani Mihaela Rigl-Štelcer, David Kavtičnik, Marija Šušelj, Jernej Nežman, Boštjan Gorenšek, Aleksandar Ristič. Svet invalidov, predsednik Rafael Škufca, člani Filip Voler, Terezija Vivot, Marija Krančnik, Max Pučel, Štefan Peršak, Terezija Černjak. Hvala lepa. Dajem ta predlog za delovna telesa v razpravo. Želi kdo razpravljati o tem? Popovac, izvoli.
vem, da ne bo kaj pomagala, tudi ne ta moja razprava, ker koalicija se je odločila, tako se je pač odločila, ampak lahko dam samo pripombo, da glede na število glasov, žal, naša lista ni dobila določenega števila mest v odborih in žal, jaz ne bom zdaj matematično dokazoval, kaj je, ker tako vse dobro veste, kako je. Žal tega predloga jaz ne morem podpreti ravno zaradi tega razloga, ker sem ga povedal. Hvala. Hvala. Zdravko, izvoli. Jaz sem v dveh odborih, na kratko bi želel svojo kandidiranje v teh odborih na nek način zanimirati člane občinskega sveta, da bi me podprli, da bi me volili, in sicer v odboru za komunalno cestno gospodarstvo bom poleg tistega delovanja na teh rednih področjih vodil posebno aktivno politiko za to, da bo prišlo do spremembe prostorskih planov v občini Prevalje, tu zlasti na tistih področjih, kjer občani niso dali pobud ali pa firme, ker tudi tega je veliko za urediti in bo potrebno temeljito tu skupaj z službami pregledati. Naslednja zadeva na področju KCG je ureditev statičnega prometa na Prevaljah in pa ureditev tega naselja, ki si ga zamišljam tudi kot neko parkovno ureditev med območjem gasilskega doma in avtobusne postaje. Ni več prav, da bi en tak del pustili kot en tak stolesta geto. Pomembno se mi zdi, da bomo tudi spremenili ustrezne odloke, ki bojo omogočale racionalnejšo rabo prostora. Mi imamo tudi tako brez koristi zapisane tiste zadeve, ki pravzaprav ne spodbujajo, recimo, namesto da bi gradili podzemna parkirišča, podzemne garaže, delamo zunanja parkirišča, kar dodatno obremenjuje vodotoke in vse tisto od padavinskih vod in podobne zadeve. Skratka, prosim, ja, to je tema. Ne, jaz kandidiram v teh odborih in hočem povedati, župana, lahko dokončam. No, to so te glavne zadeve, na katerih bom deloval v odboru za komunalno cestno gospodarstvo. Kar se pa odbora za finance tiče, sem pa že prej nekaj povedal, predvsem je seveda pomembno, da veste, kak bom, če bom predsednik, no, v kaki smeri bom nekaj vodil. Hvala. Hvala. 7 minut imam možnost razpravljati. Hvala. Dajmo se navaditi, tudi statutarna naj ugotovi, da je župan tisti, ki mi lahko besedo vzame, skakal besedo. Tako je. To je scena. Prosim. Na prvi seji razpravljam 3 minute pa pol, pa boste drugi ugotavljali, kaj lahko jaz govorim, pa kaj ne. V redu je. Hvala. Še kdo? Ristič, izvoli. Hvala za besedo. No, jaz se danes načeloma ne bi oglašal, če bi jaz vedel, da obstaja neka uradna koalicija, tako pa pravijo, da koalicija ni stranke, ki so pač to kreirali, ta delovna telesa. Zdaj, če koalicija ni, pol je ta razdelitev nepravična, nedemokratična, absolutno, tako je že kolega Bogdan rekel. Če pa boste pošteno povedali, da imate koalicijo, pa jaz nimam problemov to potrditi. Zdaj, da se pa sprenevedate tule, da ni koalicije. Koalicija je zelo močna, 11 glasov imate celo večino, v vseh delovnih telesih imate tudi večino, tako da praktično je tudi fajn, da zdaj občanke vejo, da karkoli se bo pač odločil v tem občinskem svetu, boste imeli vi škarje pa platno. Mi bomo pač upozarjali, nadzirali. To je toliko iz moje strani. Hvala. Še kdo? Jaz bi mogoče samo komentiral tole. Vedno sprejemamo sklepe, pomembne in manj pomembne sklepe, z veliko večino. Nikoli nismo glasovali o preglasovanju o teh stvarih, tako da tudi, ko je bila pred
4 leti podpisana neka koalicijska pogodba, ki je zelo kratek čas trajala, pol pa ni več trajala. Ne. Tako da jaz nisem seznanjen z nobeno podpisano ali uradno koalicijsko pogodbo. Res pa je, da so se liste in svetniki, ki so dosegli dobre rezultate, se dogovorili, na kak način bi bila dobra razdelitev mest v občinskem svetu. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Jaz bi enako kot na kvizu, katerega delovnega telesa sem tudi član, bom glasoval proti, predvsem zaradi tega, ker Združeni neodvisna lista za Prevalje po nobenem primeru, ne po procentih, ne po številu svetniških mest, ni doba toliko sedežev oziroma toliko pik, kot bi jih mogla. Pa lahko še to rečem, glede na to, da smo bili tretja stranka z največjim številom glasov, nismo dobili tudi nobenega predsedniškega mesta. Rešimo stranka, ki je dobila skoraj 300 glasov manj, pa 2. To je moja obrazložitev. Teda, hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Derni, izvoli. Mislim, da bom se vzdržal, pa ne gre. Jaz bi vas rad samo spomnil pred 4 letom, ko se rekel, da je bila druga najmočnejša. Mi smo bili pred 4 letom prva najmočnejša, skoraj 1/3 smo imeli sedeža, pa smo dobili 4 pike manj. Dali ste nam test, kar ste nam pač dali, tako da danes je pač slika malo drugačna, no, žal. Hvala, Rafi, izvoli. Jaz dajem besedo Pupineti. Rafi, izvoli. Jaz bom zelo kratek. Jaz bi samo to gospodu Rističu odgovoril. Mi nimamo nobene koalicije. Lahko povem, a je kdo tole od nas podpisal kako koalicijo, od kjer je tudi 17 svetnikov. Pa nimamo je. Mi smo stvar dogovora, mi se zavedamo, da smo morda dobili naša lista, kak sedež več, se tudi zavedam, da je skoraj vsak tretji Prevalčan glasoval za nas, malo manj. Če bi imeli toliko glasov, bi se verjetno ne bom oglašal, kje si imel pred 4 leta, kje ste imeli noter. Ampak mi, kot sem mogoče povedati, mi, to je stvar dogovora svetnikov, nimamo pa mi nobene koalicije, kjer ste vi podpisali pred 4 leta, mi je pa nismo. Ampak to je dogovor za svetniki in v dobrobit Prevalj, za dobrobit Prevalj upam, da bomo vsi dobro delali, da pa imamo mi kak glas več, imeli smo pa 925 glasov, hvala. Hvala lepa, Pupi. Replika je prej. Replika je prej. Če bi ti mene dobro poslušal, bi verjetno vedel, kaj sem ti hotel povedati. Jaz imam problemu, če je koalicija, da imate več. Če se pa sprenevedate, da je nimate, imate jo, ne. Mi smo pred 4 leta rebujeli, da imamo koalicijo, pa redo, ne. Izvoli. Jaz bi pa rad samo, zdaj, ko sem prej rekel, da nam matematično dokazoval, zdaj pa, ko je Berni rekel, da so dobili 4 mandate manj, bom samo spomnil, da so takrat imeli 25%, 100% pomeni krat 4. Zdaj pa, če jaz 54 točk delim na 4, dobim 13,5 sedeža, imeli ste pa 15 sedežev. Res pa je, da niste imeli podžupana, pa res pa je, da v enem odboru smo zamenjali stvari. To je res, dobili ste 15 sedežev, ne 13 pa pol, tako da niste minus 4 imeli. Če ne, si poglej, zračunaj. Glejmo naprej. Imamo dan sejo občinskega sveta, proračunsko sejo. Proračun smo sprejeli kot primern za razpravo. Pred nami je delo. Volitve so končane že kar nekaj časa in čas je enostavno, da ugotovimo, taki so rezultati. Svetniki so se usedli in se pogovorili in dogovorili o teh stvareh, drugače pa čaka nas veliko, veliko dela. Še kdo? David, izvoli. Izvoli. Prosti, nisem. Mislim, da je treba bolj nekaj pojasniti. Prej je bilo rečeno o neki razliki 300 glasov. 169 glasov ni 300 glasov. Razlika je bila 169 glasov. Sicer se to nas ne tiče. Pa druga zadeva. Nikoli v preteklosti, tako kot tudi ne danes in nikoli v prihodnosti,
ne bo možno doseči popolnega ravnovesja med številom mandatom in doseženim procentom število glasov na volitvah. Enkrat nekdo zgubi, danes nekdo drug, čez 4 leta bo spet nekdo tretji prikrajšan. Te 100% sorazmernosti nikoli se ne bo dosegel, pač žal tak je volilni sistem, ker ni možno, da število mandatov odraža popolnoma isti procent glasov med posameznimi listami. Teda to je iluzija, kdo razmišlja o tem in meni, da bo to rešeno. Ne bo nikoli. Hvala. Izvoli. Jaz bi nekaj pojasnil, to pravico, ko sem najstarejši, imam. Jaz sem pravzaprav, zdaj spati, jaz sem pravzaprav namerno začel govoriti o tem, kakva je moja vizija dela v odboru. Jaz si pa res bolj predstavljam, da se bomo o tem pogovarjali, da boste videli, pa da bomo za vsega videli, če nekdo ni primeren za nekaj. To zamenjimo. Oni ključ je ta, kakršen je. Tako je rekel, enkrat boljši za enega, drugi za drugega. Jaz sem bil zmeraj na nek način opozicija županu. Če greste nazaj zapisnike gledati, največkrat sem glasoval proti, največkrat sem tudi cel kup predlogov drugih imel, pa enkrat ne morem reči, da ni bila moja zadeva obravnavana, pa da ni bilo, dobro, nikoč upoštevano, drugič ne. Dajmo se začeti na sejih občinskega sveta v naslednjih 4 letah ukvarjati z vsebinskimi vprašanji, a ne pa to ugotavljati. A ste za to nekaj, niste mogli imeti možnost, da gre v javno razpravo, da se gre v obravnavo na seji občinskega sveta, ker je en mandat tam nekje drugačen. Ali zato, ker oni ni primeren, da bo vodil odbor, ne vem, za finance ali odbor za... Jaz vseeno mislim, da se bi v tem dan smrli pogovarjati, ko je kdo primeren za katero od teh funkcij, a ne. Zdaj, ko bo nekdo glasoval proti temu, da pa si pač jaz predstavljam, dobro, ti misliš, že jaz nisem primeren za to, da bom vodil odbor za finance, kako pa naj si drugače predstavljam, a ne? Saj, nobeden mi pa ni oporekal, da nisem primeren. Dajmo spremeniti delovanje v občinskem svetu in začnemo delati 4 leta, ne samo pred volitvami, pa med volitvami, pa še eno sejo po volitvami, da si vse razstavljamo. Hvala lepa. Ma kdo kak drug predlog poimenskega seznama odborov? Izvoli. Hvala lepa za besedo. Jaz samo vzamem nazaj, prej sem narobečno število povedal, najbrž ne vem, zakaj mi je še ta ostala v mislih, tako da... Se zgodi, ni problema. Se zgodi, ni problema, napake. Kdor dela, dela napake. Ni problem. Izvoli. Hvala. Jaz sem čisto nov tule, prvič sploh v neki politiki. Sem pa videl, že danes pa že prej je prišel do mene, da se načeloma vedno na tej prvi seji, v drugi seji prepirate o razdelitvi mandatov delovnih teles, članov. Jaz sem malo šel raziskovati, pa sem v bistvu videl, da drugje ni tako, nekje je, ja, nekje se prepirajo, vedno nekje imajo pa, ja, nekje imajo pa to že vnaprej, ne formalno, ampak dorečeno, dogovorjeno, da si mesta v posameznih odborih, delovnih telesih delijo na osnovi doseženih mandatov v občinskem svetu, kar je tudi edino pravilno. V redu, zdaj te rekli, da smo dobili mi najmanj glasov, res je, ampak tudi občina Ravne recimo si delijo mandate na osnovi mandatov občinskih svetnikov, ne na osnovi prejetih glasov, ker tu je potem vedno pač špetir. Jaz predlagam, da ne vem, KVIAZ ali pa občinska uprava, kdo je temu pristojen, pač mogoče malo pogleda te dobre prakse, pa da se za prihodnje volitve dogovorimo vsi skupaj. Jaz sem tudi prepričan, da ne bi smelo biti to, kar ste tudi vi sami rekli, da ni koalicije, ni opozicije. Vsi bi mogli biti koalicija, pa delati dobro za občino, za župane, za občane. Dajmo se dogovoriti, enkrat za vse, pa reči, v redu, delimo po takem ključu, pa bomo vsi vedeli, ko gremo na volitve, kdaj in kdo bo dobil kak glas. Bi pa še tukaj izpostavil, prej sem že pri nadzornem odboru bil proti, oziroma sem povedal svoje.
vedno nekako manjšine morajo imeti možnost nadzorovanja vse v nekem določenem delu, delo občinskega sveta in tako naprej. Se pravi, tako kot je nadzorni odbor, največja stranka ni fajn, da ima predsednika v nadzornem odboru. Mislim, to ni nadzor ničesar samega sebe, se ne moreš. Enako recimo odbor za finance, kjer se gre za spet deljenje denarja, bi mogel biti predsednik iz... Samo malo, zdaj že hodimo v vsebino, ki ni sestavni del te zgodbe. Obrazložitev glasu, v redu. Če lahko zaključim. Proceduralno. Naj zaključi. Jaz predlagam, da se enkrat se usedemo, si zlomimo roke. Predlagam, da se enkrat usedemo, si zlomimo roke, ali smo z nasmehom ven, pa se to potem pametno razdelimo. Jaz se zahvaljujem za ponovno priložnost predsednika odbora za gospodarstvo. Zahvaljujem se tudi SDS-u, ki je nekako smo se dogovorili, da pač dobimo še eno mesto v svetu invalidov. Jaz tudi nimam neke pripombe, se bom pa glasovanja vzdržal. Hvala. Proceduralno. Kot predsednik UIA predlagam županu, da prosim, da da ta sklep B na glasovanje. Hvala. Če ni drugih poimenskih predlogov, potem bomo dali to na glasovanje. Samo vseeno bi imel eno pripombo. Nadzorni odbor. Poglejte delovanje nadzornih odborov v vseh mandatih do zdaj. Nadzorni odbor ni sam sebe ali pa občinska uprava ali župan sam sebe nadzoroval. Ti nadzori so taki, da je tudi kontrola računskega sodišča, ki smo imeli v lanskem letu, dala pozitivne rezultate. Tako da veš, vse je bilo izglasovano, ampak ker je bilo spet omenjeno to, da sam sebe nadzira, to so ljudje, ki so pripravljeni in ti delajo tako, kot je potrebno in so velike težave, ni enostavno. Dajem na glasovanje, če ni drugega predloga, dajem na glasovanje predlog KVIA za imenovanje delovnih odborov. Kdo je za sprejem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 za. Kdo proti? 1, 2, 3, 4, 5 proti. 5 proti. 11 za, 5 proti. Hvala. Naslednjo točko C, izvoli. Hvala. Imenovanje članov sveta za preventivno vzgojo v cestnem prometu. To ste se prebrali pravilnik, da to je en predstavnik osnovne šole, en predstavnik policijske postaje, en predstavnik komunalnega podjetja, pa 2 predstavnika od občine. Se pravi, sklep, občinski svet Prevalje imenuje za svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu v naslednji sestavi. Alojz Gradišnik, Boja Praper, Emil Petek, Zoran Kralj, Marjeta Tatasič Bukovec. To so vsi člani, ki se med sabo izberejo predsednika na prvi seji. Hvala, dajem na glasovanje, prosim. Hvala. Dajem ta predlog razprave. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje ta predlog. Kdo je za sprejem tega predloga? Vsi za. Hvala. Smo pri točki D, izvoli. Imenovanje člana predstavnika lokalne skupnosti v svetu doma starejših na Fari. Komisija za mandatna vprašanja predlaga občinskemu svetu naslednji sklep. Občinski svet občine Prevalje imenuje Aleksandro Vesnicer, stanujoči pri svoje 40 Prevalje, za predstavnika občine Prevalje v svetu doma starejših na Fari za mandatno dobo 4 let. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. S tem smo to točko zaključili. Smo pri točki 6. Pobude in vprašanja.
Pupovac, izvoli. Eno pobudo bi jaz dal in to je, če bi se lahko uredila del peš poti med Petrolom do Breznice 33 pa 33A, tam je dejansko skopano že vse grta skozi, samo 20 metrov ni, pa če bi se lahko tam, ko se bo zasipal nazaj, dejansko zasuval z pesko, pa se naredila taka mala pešpot, ne vem, 60-70 široka, da bi stanovalci tistih dveh hiš lahko ob strani dolta šli, da ne bi bilo treba jeti po sred ceste. Hvala. Hvala. Ta predlog je bil že dan izvajalcu, nismo še dobili konkretnega odgovora, ampak v času gradnje je to možno. Ristič, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi samo upozoril, da tule na stražišču te dve luči, ko sta na sonce, ne gorita že en čas. Jaz sem sicer že klical na komunalo, takrat so pred 14 dnevi se to vse menjali, pa očitno ni pomagalo. In je zdaj res tema, ostale gorijo, dve pa ne gorita. Prva pa tam ona na Ovinku. Od viadukta vrt tam. Ta prva pa tam ona na krožišču. Ja. Ne, ni pa ostale gorijo. Nekaj je. Moš likaj tu na vrsti. Štefan, izvoli. Ja, hvala za besedo. Tudi jaz bi imel eno pobudo, gre pa se tudi tam za okolico pri bencinski črpalki na Prevaljah. Tam vsak, ko pride ali pa ki se vozi iz Poljane proti Prevaljam, tam na levi strani, ko so tisti vrtički in vsa svinarija, da bi se to nekako uredilo, ker to je v bistvu prihod v našo občino in je klavrn pogled tam na levi strani s tisto kramo. Jaz upam, da ko se bo zdaj sanirala cesta do konca, da bo tudi se tista okolica uredila in da bo lastniki tistih vrtov tam uredili zadevo, da bo to izgledalo tako primerno. Hvala. Hvala. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Jaz bi samo glede na to, da se približuje izgradnja plezalnega centra in Park jezer občani je že ful čaka oziroma je ful zanima, da se bo to izvedlo, tako da bi prosil, če se mogoče do naslednje seje lahko ena približna časovnica pove, da jim lahko damo, ker si tega res želi oziroma kome čakajo. Hvala lepa. Samo v okvirni termin, da konca avgusta mora biti fertik. Bomo pa dali zdaj terminski plan, kak je celota, kaj je prijavljena. Izvoli. Hvala za besedo. Mene pa zanima oziroma bi prosila za odgovor. Poleti smo kmetje dali vlogo glede suše letošnje, pa me zanima, kdaj bojo kakršnikoli odgovori, kdaj bo kakšna komisija, karkoli, kdaj bojo mogoče tudi kakšna sredstva glede tega. Hvala. Vloge smo posredovali naprej in to je tudi bila naloga občine. Zbirali smo pa poslali. Dobili boste odgovore direktno z ministrstva. Hvala. Derni. Ja, dve stvari. Vsi vemo, da se v kratkem bo sprejemal novi OPN. Prav bi bilo, da občane seznanimo, tako je že prej kolega Zdravko začno, nekateri niti ne vejo. Prav je, da se probajo vključiti, da se omogoči kakšna dodatna gradnja individualna, tisto, kar v občini nam manjka, pa da se tudi na nek način informira, pa mogoče malo pomaga, na kak način to sploh spremeniti, da dobiš gradbeno parcelo. To je prva stvar. No, to me še zanima, kdaj ne bi to bilo konc, kaj imamo to še sploh cajta manevrskega. Druga stvar je pa glede same ceste skozi Prevalje. Moje opažanje je, da skozi trg je še kar nekot se izvajalec potrudil, je dal več delovne sile, pa nekje, da smo vsej v trgu v planu. Bolj razočaran sem na delu gre pri Petrolu. Tam se nekam nikamor ne premakne. To je ena stvar. Druga stvar pa, kakvi so sploh plani
teh del na cesti, a bo se zdaj to obstalo, pa počakali mogoče kak zimski mesec. Mene je enostavno strah, da bo zreli ostali del prej, ali pa da zadnji vrže meter snega. Mogoče bi bilo najbolj pametno z mojega pogleda, da se dela pač prekine za mesec, dva, samo verjetno tega ne bo. Kar se tiče del skozi Prevalje, zdaj do, mislim, da do 10. januarja ali tam nekje ne bo del, potem pa, če bojo razmere take, kot so zdaj, bojo dela kontinuirano tekla, s tem, da ne bojo odpirali dolgih razdalj, da lahko v primeru slabšega vremena spustijo promet. In naša zahteva je bila, da je promet dvosmeren in brez semaforjev oziroma brez usmerjenja, razen tam, kjer je res potrebno kdaj kak poseg, drugače pa takoj z vso delovno silo in stroji, da se čim prej zaključi. Pri Petrolu je večji problem, je tam vodovod, ko je dolinski vodovod in plin. In temperature zdaj niso najbolj ugodne za spajanje in priklapljanje, mogli bi priklopiti vodovod iz obstoječega na nov vodovod in plin, ker tam, kjer je zdaj, pride drugi pas ceste in temperature niso take, da lahko varijo, in ko bojo stvari zapeljali naprej, ampak tudi tam je zdaj dvosmerni promet, tako da vsaj to in dvosmerni promet po grobem asfaltu, kakorkoli je boljši, kot pa kar se drugega tiče. Prvo vprašanje si pa imel. OPN smo pravzaprav štartali, je štartal že v lanskem letu, poziv je bil dan, javni poziv, še ni nič zamujenega, če še kdo misli kakršenkoli predlog, zdaj smo dobili pravzaprav skoraj 100 različnih predlogov, usedli smo se tudi strokovnjaki za same tiste površine, kjer ni bilo predlogov, kjer smo sami ugotavljali, nadaljevali bomo zdaj tudi po strokovni plati, kot je Zdravko predlagal, da pogledamo, kaj še imamo možnosti, ker nekih velikih možnosti v tej Oski dolini nimamo, nekih velikih površin za neke dejavnosti, za stanovanja, ja, za tudi blokovsko gradnjo vedno manj, tako da je treba to uskladiti. Računamo, da bi bil OPN, vsaj kar se nas tiče, mogel biti v dobrih 2 letih zaključen. Ker je seveda odvisno od Ministrstva za kmetijstvo, od Ministrstva za okolje in prostor in te zadeve, postopki tečejo, tam so roki in prej, kot pa mi bi si želeli, seveda prej. Naredili bomo vse, da bomo čim prej, ampak nekje okvirni rok je 2 leti za OPN. Bomo pa upoštevali in smo do zdaj tudi upoštevali. Seveda to, da mi upoštevamo in damo predloge naprej, še ne pomeni, da bodo predlogi sprejeti. Predvsem Ministrstvo za kmetijstvo dela izravnalne bilance, pomeni, če je še v občini Prevalje pozidljivih površin toliko, pomeni, če hočeš nove pozidljive površine, moraš te pozidljive površine, ki niso pozidane, spremeniti nazaj v kmetijska zemljišča, potem ti odobrijo nove pozidljive površine. Zato mi tako pritiskamo na gradnjo stanovanj na polju, kjer je lastnik Cerkev, da se to zemljišče uporabi za izgradnjo stanovanjskih objektov. Drugače, če to se ne bo zgodilo v nekem kratkem času, potem bo predlog za spremembo statusa zemljišča iz pozidljivega nazaj kmetijsko zemljišče. Ni nobene druge možnosti, potem kmetija hvali, tam je precej možnosti individualne pozidave in še nekatere stvari, in to izravnalno bilanco ministrstvo dela, in šele potem, ko si nekje se odpovedal nečemu, potem je druga možnost, ampak na tem intenzivno zdaj tečejo stvari, pogovori z pripravljavci. Jaz sem samo želel, da se pa mogoče dodatno še kako obvestilo da, ker so pa hiše, pa bi mogoče kako otrok ali pa kjer imel možnost, pa če slučajno mu uspe, zakaj ne? Zdaj je možnost, pole spet 10 let ne bo. No. Še vedno je možnost, ni zamujeno, še ničesar ni še zamujeno. Dobro, izvoli, David.
Ja, hvala za besedo. Jaz imam pa 3 stvari in sicer zdaj, ko je cesta bolj kot ne že končana, ljudi so tudi, pač vsaj zdaj, kar se tega tiče, bi se lahko za meži tamle cesta zdaj enosmerno spet naredila. O tem smo razpravljali in mi bomo zdaj čim prej šli v to dejansko, za kar je bila predvidena cesta ob meži. Pešci, kolesarji in dostop samo do stanovanjskih objektov z rampami, ker je drugače res nevarno. Pa tudi zdaj, če bo stisnal spet, no tako bo prejšnji teden, je še ti pločnik tole tudi kar nevaren. Zdaj to je treba koncesionarja malo obvesti, da bi mogoče pločnike tudi solili ali kaj, zato ker je Kjer pločnik? Pločnik tule, mimo. Prejšnji teden je bo še kar spolsko, no, to je treba malo ahtati. Pa sicer tretjo imam pa bolj za Kocerod sicer, ampak tamle na Holmecu, zraven restauracija Etno, na trenutke ful odpadkov leži, zdaj nema se ne pobira ali kaj, ampak zadnjič me je lastnica pelala zravno, to leži od McDonald'sa in zgleda nem tornjakari, pa ko se vozi iz Avstrije dol, da kar tamle bakvržajo in to pol leži tam po 2-3 tedne, da se je malo upozoril, no. Hvala. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Jaz bi mogoče samo v tem času, kjer smo imeli izredno sejo, je bilo pač na sami seji povedano tudi, da bo do 31.12. Dela končana. Pa me samo zanima, je mogoče za strani izvajalca bilo sporočeno kakšen datum, mogoče da se to občanom razloži, zakaj je to tako. Drugače dela so pretežno to, kar smo se zmenili dejansko zdaj narejeno, je pa še veliko dela. Mogoče, če imajo oni časovnico, če so sporočili nam, prvo me to zanima, glede OPN-ja pa bi mogoče upozoril, to je res, ker zemljišča, kjer so še odprta zemljišča, kjer se lahko gradi, se morajo prvo biti pozidana, da se lahko druga zemljišča naredijo. Moramo pa gledati malo širše, sama dolina ali pa kjer občina Prevalje je, imamo zelo malo možnosti in dolgoročno gledano, absolutno gledamo tudi, vsaj moj vidik je tak, da bi pač potrebno bilo tudi gledati, kje bi naredili prav novo naselje, če bi v bodočnost bila taka, da tudi v tej smeri pogledamo prav za novo naselje. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Zdaj nek okvirni terminski plan še ni usklajen za dokončanje del, ker mora DRSI kot investitor pripraviti aneks oziroma nek aneks je bil že predlagan strani izvajalca, ni pa še zadnje informacije, tako da je težko reči, ampak v spomladanskih mesecih mora biti zaključena zadeva. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi to še vprašal, gleda to, da enega koncesionarja zobozdravnika na Prevaljah nimamo in to toliko ljudi trenutno nima zobozdravnika. Me sem zanima, kako davči občina z razpisom oziroma kdaj približno se bo to uredilo. Razpis je zunaj, do kdaj je razpis? Do 20. januarja je razpis zunaj. Hvala. Točka razno. Želi še kdo po točko razno? Izvoli, Martina. Hvala. Zahvaljujem se za protihrupno ograjo na spodnjem kraju. Stanovalci so zelo veseli, tako da lepo božično darilo. Hvala. Hvala. Izvoli. Ja, jaz bi se pa v nedeljo smo imeli gara božično tržnico na stadionu, pa bi se rad lepo zahvalil občino za pomoč pri darilih za otroke, pa da kar nam je ostalo, da se tudi ve, da smo pa podarili pole vrtcu Prevalje. Hvala. Hvala lepa. To je spet ena zadeva, ki je nova in ki se jo splača za naprej dobro organizirati. Jaz vas seveda obveščam, da sem za današnjim dnem podpisal sklep o imenovanju 2 podžupanov, in sicer Staša Lodrantha za področje družbene dejavnosti in Andreja Strmeca za področje komunalno-cestne infrastrukture. Pod razno še vas vabim na koncert, jutri koncert otroških pevskih zborov ob 10. dopoldne v športni dvorani pri osnovni šoli na Prevaljah in ponedeljek
ob 18. uri koncert Mohorjanov z gosti, božično novoletni koncert z gosti iz Celja, gimnazija Celje in še nekaj gostov, tako da bo odličen koncert in se vam zelo zahvaljujem, da ste množično prihajali tudi na prireditve, ki smo jih imeli v prazničnem decembru. Za zaključek pa se vam zahvaljujem za današnjo konstruktivno razpravo, predvsem pa spoštovane svetnice in svetniki, spoštovane občanke in občani, vsem skupaj želim vesel Božič in srečno novo leto. Naj bodo praznični dnevi polni topline, prijaznih in iskrenih besed ter objemov vaših najdražjih. V novem letu pa čim več lepih trenutkov, zdravja, sreče, uspehov, pozitivne energije, prijaznih misli, pogledov, veselja in nasmehov. Naj vam bo srečno novo leto in lepe praznike. Hvala lepa.